Pozdravljeni in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Danes vam bom povedal, koliko sem s pomočjo tega mojega YouTube kanala zaslužil v mesecu februarju. Verjetno, da vsi, ki gledate tale video posnetek, veste, da z YouTubeom se da zaslužiti. Pač nekateri zaslužijo malo, nekateri veliko, nekateri pa tudi zelo veliko. Jaz sem sicer na tem področju šele začetnik in te zneski niso neki veliki, ampak rastejo. To je najbolj pomembno, da rastejo. Jaz sem prepričan, da bom enkrat uspel na tem YouTubu in bom z njim veliko zaslužil, ker če to uspe drugem, zakaj ne bi tudi meni? Moj moto v življenju je, da se vse da, če se hoče. Če nekomu drugemu je to uspelo, ne vidim nobenega razloga, zakaj meni ne bi. Samo pač treba je biti delaven, vztrajen, malo iznajdljiv in slej ko prej pridejo rezultati. Naj še povem, da ta YouTube ne delam jaz zaradi tega, da bom zaslužil, jaz to delam izključno zaradi tega, ker me to veseli. In to delam zaradi veselja. Verjetno tudi zato, ker rad potujem in imam tudi na svojem kanalu veliko posnetkov iz mojih potovanj. Tako da pejte se jih pogledati. Pred časom sem ravno prišel iz Omana, imam veliko zelo lepih posnetkov, tako da sem prepričan, da vam bojo všeč, še posebej, če vas zanimajo potovanja. No, kakor sem rekel, to ne delam zaradi denarja, jaz namreč sem kar priznan strokovnjak na področju optimizacije spletnih strani. Za to delo sem zelo dobro plačan in če bi bil moj cilj denar, potem bi delal izključno to in bi najbolj zaslužil. YouTube mi pa v bistvu samo čas jemlje. Zaslužek, zdajle, ko vam ga bom pa tudi razkril, boste pa videli, da to niso neke omembne velike vsote, ampak, kakor sem rekel, važno je, da to raste. Glejte, v mesecu februarju sem jaz na YouTubu zaslužil, to je ta znesek, ki mi ga bo plačal YouTube, $12,73. To je okoli 12 evrov. Tako, kot sem rekel, malo, ampak glejte, ni to čist edini zaslužek. V enem od videoposnetkov sem promoviral majico z napisom Vježbaj, pička ti materina. To je tisti Toni, veste, Hrvat, ki so ga nekje na ulici ustavili, pa je rekel, da gripe ni in je potem pač ta tudi izgovoril to vježbaj, pizda ti materina ali nekaj podobnega. In pač neko podjetje, s katerim tudi sodelujemo, prodaja majico s tem napisom in če kakšno to majico prodamo, dobimo 10% provizije. Jaz sem posnel en video posnetek na to temo, bil sem v tisti majici, link do tega video posnetka najdete tudi v opisu tega video posnetka, tako da si lahko pogledate. In na račun tistega video posnetka sem prodal 11 majic. To pomeni, da je podjetje dobilo 8,10 € provizije. Ni to nekaj zelo veliko, ampak glejte, nekaj je, tako da se pravi ta zaslužek, ki ga da Google, plus tole za majice je 20 evrov. V enem videoposnetku sem tudi delal reklamo za tole majico, v katero sem tudi sedaj oblečen, to je majica z napisom Lepote Slovenije. To majico prodajamo na naši spletni strani, tudi najdete link v opisu tega videoposnetka. Pri tej majici bi sicer malo več zaslužili, ker pa če sami smo dali narediti, verjetno bi ene 5 evrov nam ostalo, zato ker glede na to, da to je kar kvalitetna majica, ta napis je kar veliko stal, ker je kar malo zakompliciran, ni to čist navaden napis v eni barvi.
pa še poštnino častimo, tako da mogoče ene 5 evrov bi od prodaje ene majice ostalo, ampak žal te majice nismo nobene prodali. Si pa tudi v opisu tega videoposnetka lahko najdete link do tega videoposnetka, ker sem to reklamiral, da boste malo videli, kako izgleda. Tako da iz tega naslova s prodajo majic Lepote Slovenije žal nisem zaslužil nič. Kakor sem že omenil v svojih videih, obstaja pa še druga možnost za zaslužek na YouTubu. Se pravi, če delaš nekaj na YouTubu, si delaš neko brezplačno oglaševanje lahko za svoje izdelke in storitve, v bistvu sploh ne delaš oglaševanja. Če ljudem nekaj svetuješ, daješ neke koristne informacije, te potem izmed množice ljudi najde nekdo, ki rab malo več in te za to plača. Rečemo, prejšnji mesec je do mene prišla ena stranka, ki je pač pri meni oziroma našem podjetju vzela svetovanje od mene. Tema je bila optimizacija spletnih strani, pa potem tudi malo digitalni marketing, Facebook oglaševanje, pač s tem, ki se jaz ukvarjam. In pač prišli so sem do mene za 2,5 ure, uro svetovanja sem jim računal 50 evrov plus DDV, se pravi skupna cena je bila 125 evrov plus DDV, kar pomeni pač, da je podjetju stalo 125 evrov, DDV gre seveda državi. In ta stranka mi je povedala, da je pač mene za svetovanje najela zato, ker že nekaj časa spremlja moje videoposnetke, se pravi nasvete o internetu, o optimizaciji spletnih strani, o tem, kako zaslužiti na internetu. Tako da lahko rečem, da sem stranko dobil izključno zaradi tega mojega YouTube kanala. Dobro, zdaj mogel sem tudi 2,5 ure delati, ampak verjetno se strinjate, da 50 evrov na uro je kar dobra postavka, če dobim za svetovanje, to pomeni, da se z nekom malo pogovarjam. Tako da lahko brez težav rečem, da je to vredno bilo vsaj 50 evrov. Tako da zdaj, če bi seštel teh 50 evrov plus še tistih 20 odprej, se pravi, sem v mesecu februarju zaslužil za svojim YouTube kanalom 70 evrov. Kar ni neki denar, saj za mene, ker pač mi pač našem podjetju kar dobro gre, ampak kakor sem rekel, ne delam to zaradi denarja, delam izključno zaradi veselja. Tako da, če tudi vas zanima, kako se da zaslužiti za YouTubom, bom tudi spodaj v opis videoposnetka dal link, kjer opisujem enega slovenskega youtuberja, ki zasluži res velike zneske z YouTubom. Točnega zneska mi ni zaupal, ker se še premalo poznava, ampak jaz mislim, da je to več tisoč evrov, mogoče celo več 10 tisoč evrov, ker njegovi videoposnetki imajo 1 milijon ogledov na dan. Tako da to je, ko se pogovarjamo takole na YouTubu ali kjerkoli socialnih omrežjih o nekih zaslužkih, hitro kdo pomisli, to je pa neka nategancija. Pa gledajte, to ni nobena nategancija. To je čist normalna zadeva, pač to ti YouTube plača, zato ker ti vsebino daješ gor in pač drugi pa potem YouTubu plačajo, da so oni na YouTubu se oglašujejo. No, več si v tistem, če vas to zanima, si več preberite v tem članku, katerega link najdete spodaj v opisu tega videoposnetka. Tako da, lejte, za na konec bomo naredili še eno zanimivo nagradno igro. Lejte, nekomu bom podaril tole mojo knjigo z naslovom Kako do prvih mest na Googlu. Nisem oseba, ki se rad hvali, ampak lejte, od te knjige dobim toliko pozitivnih mnenj,
Tudi, če pogledate moj Facebook profil, boste videli, da je tega kar nekaj, ki mi ljudje sami pišejo, koliko dobim še po mailih in tako naprej. Tako da jaz sem res prepričan, da je tole odlična knjiga, ki jo more imeti vsak, ki ima spletno stran, če v podjetju skrbi za spletno stran, če je v podjetju zadolžen za prodajo, more tole knjigo nujno imeti. Tako da to knjigo bom jaz pač nekomu podaril. Podaril jo bom tistemu, ki bo v komentar tega videoposnetka napisal najbolj zanimiv komentar. Tako da komentirajte neki ta videoposnetek, lahko je komentar na temo zaslužek z YouTubeom, lahko je komentar na temo optimizacije spletnih strani, lahko je komentar karkoli v vezi z mojim YouTube kanalom, v bistvu karkoli napište in jaz bom čez kakšne 2-3 tedne bom zbral nekoga po lastni presoji, ki mu bom podaril to knjigo. In tega človeka bom potem tudi objavil, v komentarju bom napisal, kdo je to knjigo dobil. Glejte, je pa pogoj za sodelovanje, je pa še ta, da se povežemo na YouTubu, to pa zato, da vam jaz lahko potem tistemu, ki bo nagrajenec, pošljem sporočilo preko YouTuba. Ker če imate vi uporabniško ime Lojze32, jaz vas ne morem potem najdeti v mail ali karkoli, lahko sem pa čakam, če boste vi slučajno komentar pogledali, ampak običajno se to ne dogaja, tako da kliknite tam link za povezavo, to samo pomeni, da ratamo, ta link sem objavil v komentarju tega videoposnetka, to pomeni samo, da se poveževa na YouTubu, to pomeni, da sva prijatelja, kot prijatelja na Facebooku, ampak to v tem primeru pomeni predvsem to, da si midva lahko pošiljava sporočila preko YouTuba. Link za povabilo je spodaj in samo kliknete pa potrdite, da se želite z mano povezati. Tako da, no, še to naj povem, nikakor pa ne misliti, da bom to knjigo tam, da bom določil nekoga, ki ga poznam, ali kaj takega. Glejte, verjemite mi, da zaradi ene knjige se ne bom šel blamirati, tako da jaz bom knjigo dal tistemu, ki ga bom zbral na osnovi komentarja in obljubim vam, da pač bom pošteno izbral. Tako da to bi bilo za danes vse. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, kliknite tisti rdeč gumbek, kjer piše naroči, pa potem še zvonček. Če sami ste tudi YouTuberi, napište kakšen komentar, napište, koliko vi zaslužite z YouTubeom, koliko časa se ukvarjate, tako ker pač me te informacije zanimajo. Tako da lepo se imejte in se slišimo v kratkem. Adijo.